Dobrodošla v podcastu Vse je v redu. To je podcast, kjer bomo skupaj iskali navdih, notranji mir, premagovali strahove in gradili zaupanje vase, v druge in v življenje. Vodim ga Vida Igličar, grafična oblikovalka in ilustratorka, zagnana iskalka smisla in notranjega miru. Skozi izzive, ki mi jih življenje prinese na pot, aktivno in kreativno iščem pot naprej. Ob izidu knjige, ki ima prav tako naslov Vse je v redu, sem želela ustvariti še ta navdihujoč in podporni prostor, podcast, kjer upam, da bom skozi razkrivanje svoje ranljivosti in svojih preizkušenj pripomogla k zmanjševanju stigme na področju duševnega zdravja. Predvsem si želim, da ti dam vedeti, da v stiski nisi sam oziroma sama. Vedno bom hvaležna za tvoj čas in za poslušanje. Če bi z menoj želel oziroma želela podeliti, kakšna se ti zdi vsebina, če se v njej najdeš ali te ta nagovori, če imaš kakršnokoli vprašanje, mi lahko pišeš na Instagramu, kjer me najdeš pod imenom Vida Igličar. Vesela bom tudi, če moje ustvarjanje podpreš tako, da se na podcast naročiš ali pa ga podeliš s svojimi bližnjimi. Preden začnem, naj poudarim, da nisem zdravnica, ne psihiatrinja ali psihoterapevtka. Tematike duševnega zdravja razkrivam skozi oseben pogled in lastne izkušnje. Verjamem, da je moja največja kvalifikacija predanost. Predanost delu na sebi, iskanju smisla in boljšega življenja ter pripravljenost na pogovore o občutljivih temah. Če se kadarkoli znajdeš v hudi stiski, se obrni na strokovno pomoč ali pokliči na eno od številk za pomoč v duševni stiski. Dobrodošla v pogovorni epizodi, kjer gostim navdihujočo Kim Majorans. Kim je magistra psihologije in učiteljica joge, ki danes znanje z obeh področij združuje v svoji znamki, studiu Body and Mind Institute. In prav povezava med tema dvema zanjo tudi strokovnima področjema, torej med umom in telesom, bi rekla, da je bila vse prisotna tema najinega pogovora. Kim podeli svojo izkušnjo soočanja s porušenim ravnovesjem hormonov, kar jo je sprva pripeljalo do izgube menstruacije, nato pa na pot iskanja rešitve in boljšega počutja, česar se je lotila res celostno. S Kim spregovoriva o pomembnosti stika s seboj, o odnosu med akcijo in prepuščanjem in kako njej pri vsem tem pomaga joga. Meni je Kim v velik navdih. Se mi zdi, da res izžareva nežnost, prisotnost in njena zgodba je lep dokaz, kako sta in telo povezana. Upam, da bo pogovor tudi tebi v navdih in te spodbudi, da čim večkrat v dnevu preveriš, kje so tvoje misli in kako se počutiš v svojem telesu. Hvala, da si vzela čas, da si sprejela povabilo. Jaz se zelo veselim tega pogovora. Ne poznava se tako dobro, da bi vedela, kakšne so tvoji pogledi na stvari, o katerih bova govorile. Tako da se zelo veselim, da te in bolj spoznam in tvojo zgodbo in že zdaj so se toliko zaklepetali, da ne dvomim, da bova do marsičesa zanimivega prišle in kaj odkrile, tako da res iz srca hvala. Hvala tebi, Vida, da si me povabila. Hvala, da počneš to, kar počneš, da osveščaš, da deliš, da si to, kar si. Se mi zdi, da rabi svet več tega. In tudi jaz se ful veselim pogovora, sploh zato, ker vem, da že zdaj sva si dokazali, da imava marsikaj si za povedati. In se ful veselim, tako da dajva. Jaz bi kar začela malo s tvojo predstavitvijo. Kdo si, kako bi se ti opisala, kaj počneš, kaj te veseli v življenju? Okay. Sem Kim, to je moje ime, stara sem 32 let. Malo se bom opisala s tem, kaj počnem, čeprav zares probam vedno ljudi spodbuditi k temu, da ne začnejo takoj opisa s tem, kaj počnejo, ker to pomeni, da je tvoja kariera večji del tvoje identitete, ampak najbrž ljudi to zanima, tako da ne bom zdaj okolišla. Po izobrazbi sem psihologinja in učiteljica joge. Imam svojo blagovno znamko oziroma svoj brand, pod katerim delam zdaj že 5. leto.
Lansirala sem ga ravno v času COVID-a. Mislim, da sem registrirala svoj SP par dni, preden so uradno razglasili pandemijo in se obdržala, kljub temu zgradila eno tako lepo, ogromno skupnost, ki še zdaj stoji. Trenutno poučujem jogo v svojem studiu, ki ga delim z Melito Beljan, ki je učiteljica pilatesa, tako da imava tam en tak dober miks joge pilatesa. Tako da v tem studiu poučujem tudi jogo v podjetjih, imam svoj online studio, online platformo, kamor nalagam vadbe, meditacije, kakšen psihološki nasvet ali pa debata pride kdaj gor. Za vse tiste, ki recimo se ne morejo udeležiti joge v živo z mano ali pa so iz tujine, je pa v slovenščini, no, ker se mi je zdelo, da je to manjkalo na našem trgu, ker je bilo ogromno ene ponudbe vadb iz tujine oziroma v angleščini, pa sem rekla, ok, jaz bi pa mogoče kaj za naš trg naredila. Organiziram tudi joga vdihe v tujini, tako da to počnem. Kaj pa sem še kot oseba? Sem nekdo, ki oziroma sem oseba, ki rada skrbi za dobro počutje sebe in drugih. Nekako je to moj purpose v življenju. Sem ugotovila, da vedno iščem načine, kako bi lahko še bolj optimizirala svoje zdravje, svoje počutje in pa seveda tudi vseh ostalih okrog sebe. Rada potujem, rada imam fotografijo, ustvarjanje nekih vsebin. Ko sem bila v srednji šoli, sem v bistvu tudi želela iti študirati fotografijo, pa so takrat bili drugi, so me preglasili z mnenji v smislu, da od tega se pa ne da živeti oziroma da je to nekaj, kar ni zaresen poklic. Pa sem ravno zdaj poslušala tvoje podcaste, Stajo, pa v bistvu poznam dosti drugih fotografin, ki so uspešne, Uršo Premik, recimo, ki tudi iz mojih koncev, in sem zelo ponosna, da so v bistvu vse te trditve, ki so takrat veljale, se razveljavile oziroma da se potrjuje ravno obratno. No. Tako da sem sama to fotografijo obdržala kot en hobi, rada ujamem trenutke, ujamem ljudi v svoji najboljši možni luči ali pa tudi rada prikličem iz ljudi njihovo najboljšo plat, kar se tudi zgodi, ko poučuješ jogo, ko jih pelješ na kakšen oddih, tudi takrat znajo se ljudje malo bolj sprostiti in potem pridejo tiste njihove najboljše lastnosti ven iz njih. Pa še bi lahko v bistvu naštevala, kdo sem, kaj sem, ampak se mislim, da bomo čez debato prišle do različnih odgovorov. No. Mene najbolj zanima, in tega tudi v bistvu jaz ne vem, kako je potekala ta tvoja pot od psihologije do joge, a ne? A si kdaj razmišljala, da bi se tudi, da bi bila terapevtka, ali te je pol joga na neki točki poklicala toliko, da je pač to zdaj tvoje primarno? Kako je to potekalo? Ja, v bistvu je šlo vse tako zelo prepleteno. Šla sem na faks, in na faksu sem se srečala z jogo v okviru enega izbirnega predmeta. Drugače sem prej že prehajam iz športa, v otroštvu sem dosti trenirala različne športe in tudi najdlje sem trenirala rokomet. In ja, potem me je v bistvu na nek način me je poklical takrat tisti izbiren predmet, no, ko smo se sam spoznavali z jogo. In sem rekla, ok, jaz bi rada se mogoče temu malo bolj posvetila. Na začetku zelo dinamično, potem sem tudi v raznih fitnessih, ki sem jih obiskovala, vedno poiskala, da je bila zraven še joga prisotna. In potem sem se tekom faksa oziroma proti zaključku faksa vse bolj začela usmerjati v jogo, tudi v Ljubljani vse pogosteje hodila na različne prakse. Zraven pa že v bistvu ob zaključku faksa tudi delala terapevtsko oziroma svetovalno, ker me je zanimala športna psihologija. Sem potem tudi že pred magisterijem začela delati s svojo mentorico in imela kliente, naredila licenco športne psihologinje, tako da preden sem potem zares odprla svoj v celoti SP, sem imela že popoldanski SP, takrat sodelovala športniki, dosti sem hodila v Maribor, sodelovala sem s tenisači, karateisti, s individualnimi in skupinskimi športniki. Skratka, pa je prišel COVID in se je to športom malo končalo.
Sem pa v bistvu vse to delala v popoldanskem času, ker sem po faksu šla v smer marketinga. Tako kot sem rekla že prej, fotografija me je ful zanimala, vedno me je zanimala ta neka kreativna plat, ustvarjanje, in marketing se mi je zdel dosti dobra povezava s psihologijo, ker sem upala, da bom lahko recimo to dala v prakso, ampak se mi zdi, da nisem imela te sreče, da bi prišla do takih delovnih mest, kjer bi lahko to izrazila. Nekaj časa sem delala na brandu, potem sem šla celo v agencijo, potem sem delala v nekih bolj startup podjetjih. Skratka, nabrala sem si dosti nekih marketinških izkušenj, ki so mi pol tudi pomagale pri tem, da sem lahko svoj brand zgradila in se še bolj posvetila poučevanju joge, ki je prišlo pa ne z vidika tega, da bi bila moja lastna želja ali pa moj cilj, da bi si rekla, jaz bom pa učiteljica joge, ampak bolj z tega, ker sem dosti sama prakticirala in je bilo vse več ljudi, ki so mi rekli, da pa bi ti meni malo pokazala ali pa bi ti imela kdaj nas tako kakšno skupino. Spomnim se, da mi tudi mami dosti spodbujala, ker sva bila vedno na morju, pa boš ti za mene malo vodila, pa mi malo pokazala, in je bolj prišlo iz tega okolja, no, da so potem me ljudje spodbudili temu, da sem začela razmišljati, ok, mogoče bi pa jaz to lahko počela, in zares potem smo začele, mislim, da takrat zunaj, poleti smo malo jogirale, pol pa v bistvu ta skupina vse bolj rasla in malo smo šle potem online zaradi covida in tudi to online se je obdržalo. Sčasoma je skupina rasla, pa smo se pa lahko spet prestavili v dvorane in zdaj smo tle, v bistvu kar dosti velik community, skupnost vadečih, ki so z mano že leta in sem ful hvaležna in vesela, no, da se je tako razvil, kot se je. Lepo. To mi je vedno, z vsakim, ko govorim, mi je zelo zanimivo, kako se te pike povežejo za nazaj, ne? Kaj te pripelje do točke, kjer si zdaj. Ok, se pravi, ti zdaj ne izvajaš več tega psihološkega svetovanja? Imam še v bistvu par strank, par športnikov tudi, s katerimi sodelujem. Včasih se nekateri vrnejo na določena obdobja, sem se pa malo umaknila, no, čeprav se mi zdi, da vedno ostaja tam in je stvar, h kateri se lahko še vedno vrnem, in mislim, da se z leti tudi bom, ker sem začela spet povezovati ta pristop, ta holističen pristop oziroma razumevanje telesa in uma, razumevanje psihosomatike, na kateri tudi sama zdaj dosti delam, in tega, da ni izključno vse v naši glavi oziroma v našem umu, ampak je dosti povezano s telesom, dosti tenzij in vsega se vidi, dosti potlačenih stvari se da odkriti in potem tudi malo razbiti preko telesne prakse, no. Tako da trenutno se bolj posvečam jogi, se bolj posvečam temu, kar se mi dogaja v studiu, ker je ogromno enih stvari in ogromno tudi ene birokracije, ko greš na lastno pot. Tako da na koncu to poučevanje joge in neko praktično izvajanje stvari vzame res majhen delež tvojega delavnika, vse ostalo pa tako sama veš, ne, kaj je, in oziroma vemo vsi, ki smo na samostojni poti. Ja, jaz se trudim, da je čim večji del dejansko ustvarjanje, ampak ja, pridejo zraven še drugi deli. Verjamem, da tudi pri tebi sploh mogoče še več, ker pač delaš z ljudmi in ne vem, imaš najem prostora in tako. Ja, kjer v bistvu nimajo veze z jogo, ampak ti pa na nek način omogočajo delati pol tisto, kar si res želiš, ne? Ne, no, mogoče ti svoboda in zelo je luštno. Jaz se spomnim, ko sem sedela v pisarni, ko sem še bila redno zaposlena, da sem dostikrat, ko so bili lepi dnevi in sem gledala ven čez okno in sem si mislila, joj, jaz bi lahko bila zdaj tam na Rožniku ali pa na Golovcu, bi si vzela eno urico in šla. In to zdaj lahko počnem in se vsakič znova, ko pomislim, joj, pa spet ti računi, pa danes moram pa res spet te maile, si mislim, hvaležna si, lahko si kreiraš urnik čisto svoje, lahko greš na lunch break ven, lahko greš plavat, lahko se zdaj raztezaš v svojem studiu, tako se pol hitro opomnim in sem spet na tisti točki, ko se v bistvu pogledam za nazaj in si rečem, lahko bi sedela zdaj tam v eni pisarni, pa ni nič narobe s tem. Je res
fajn in včasih pogrešam tudi to družbo in neko rutino, ampak zbrala sem si to pot in se imam čez dobro in me luštam. Kako izgleda en tvoj ali povprečen dan ali pa nek vsak dan? Noben dan ni enak drugemu. Zelo so različni, ampak sem si uspela ustvariti neko tako rutino. Včasih se začne že zelo zgodaj, ker grem jaz kam poučevati jogo ali v studio ali kakšno podjetje, ali pa imam jogo zase, ker hodim še tudi sama na svoje prakse, tako da takrat se začne zelo zgodaj dan. Konča se včasih tudi zelo pozno, včasih pridem okrog 8-9 domov, ker imam vadbe popoldan. Včasih si tudi popoldneve vzamem frej, to sem se z leti navadila, da ne rabim vsak večer in vsak popoldan delati, da tudi si lahko vzamem čas zase in se podružim z ljudmi, ki imajo takšne urnike, da so takrat prosti. Tudi zdaj sem si začela vikende imati frej, včasih sem še za vikende delala, ker se mi je zdel normalen, da je pač moja rutina oziroma da je moj delovnik raztegnjen čez celih 7 dni. Tako da dostikrat imam potem kakšno luknjo vmes v dnevu, da grem takrat na kakšen sprehod oziroma si vzamem čas za šport ali pa kakšne druge dejavnosti. Tako da ja, zelo je razbit, raznolik, kar mi včasih predstavlja tudi malo stresa, ker bi si želela biti sam na eni točki in se posvečati eni stvari, ampak sem sprejela ta kaos v svoji rutini in to, da je vsak teden drugačen in ja, v bistvu nimam zdaj enoznačnega odgovora, da to je moj dan in vsak dan je enak drugemu, pri meni je vsak dan čist mečken drugačen, kot je bil prejšen. Lepo, verjamem, da ima to, ja, tako kot si rekla, pluse, minuse, če znaš pogledati pluse, pa biti hvaležen zanje, je sigurno lepše živiš, kot če bi zdaj živela tak tempo razgiban, pa bi si želela več rutine, medtem ko si imela rutino, bi si pa želela to svobodo. Ja, tako je vedno, vedno si pa želimo tisto, kar smo imeli, ali pa tisto, kar ima nekdo drug. Pozabimo pa sami sebe vprašati ali pa poslušati, pa si odgovoriti, da je pa v bistvu čisto vse ok, tako kot je in da je tudi ta stabilnost ali pa stalnost, ki je valovita, se ne da je zdaj to ravna črta, ampak da je tudi ta ritem zdaj je moj ritem in na neki točki sem si izbrala točno to in če mi kaj ne ustreza, bom tudi spremenila, ker se toliko že poslušam in znam poslušati, da zelo hitro spremenim, če kaj ni ok, ampak ja, včasih pa pač sem pridejo te kakšne čudne misli, vstajajo sta se zelo dobro o tem pogovarjali in je zelo dobro sama rekla, ja, pač cikli, hormonsko neravnovesje oziroma hormoni vsak mesec greš čez te bumperje in je že zdaj prav hecen, ker imaš mogoče kakšno obdobje, ko bi se res najraje skril nekam, pa pogledaš v aplikacijo, kje si v ciklu, pa si tako, that's why. Nekateri sem videla neko objavo, kjer je pisalo, da sploh mi ni treba več spremljati ciklusa, takrat, ko mi gre pri partnerju na živce, koliko na glas žveči, vem, da sem pred menstruacijo, nekaj v tem smislu. Wow, ok. Ja. Ok, jaz bi šla kar na drugo tematiko še, v kateri jaz o tebi vem nič, oziroma samo to, da si študirala psihologijo in sicer duševno zdravje. Pa me zelo zanima, kakšna je tvoja pot z duševnim zdravjem, a si dala kakšne izzive skozi, ki si jih pripravljena podeliti, kako je vplivalo na te to, da si študirala psihologijo in da se ukvarjaš s telesom. Meni se zdi to tak the ultimate combo, da imaš znanje in za in za telo, ker se mi zdi oboje eno tako krasno orodje, kjer lahko pristopamo, pa najdemo načine, kako si pomagati glede duševnega zdravja. Ja, veš, kaj pravijo, oziroma sem dostikrat tudi sama slišala, da tisti, ki gre psihologijo študirati, mora najprej, gre za to študirati, ker mora sam sebi pomagati. A drži? Ne, mislim, se dostikrat vprašam, to pa tudi zdaj se vprašam, zakaj jaz počnem to, kar počnem, kaj mene poklicalo k temu, a hočem jaz v bistvu prek tega, ker pomagam drugim, pomagati tudi sebi. Ja, najbrž je odgovor, da ja, ker se vsi, kar počnemo tudi malo iz nekih sebičnih vzgibov, nezavednih najbrž, zaradi tega, ker želimo tudi s tem
pomagati sebi ali pa sebe prikazati v neki dobri luči. Ampak moram potrkati pa reči, da sama nisem šla čez nobene hujše težave, da bi imela karkoli diagnosticirano, čez kakršnekoli klinične slike porušenega psihološkega ravnovesja. Sem pa šla čez neka klasična stresna in manj stresna obdobja v življenju. Tudi starša sta se recimo ločila, ko sem bila stara 7 let. Ni me zato zaznamovalo v neki taki luči, da je to pri meni vzbudilo kakršnekoli duševne težave. Je pa seveda to nek izziv bil v življenju, prek katerega sem mogla iti, oziroma še vedno najbrž vpliva ali pa ima neke posledice v stvarih, ki jih počnem danes, ali pa kakšna sem kot oseba. Tako da ja, nisem zares imela nobenih duševnih težav. Je pa zelo zanimivo, da kot to, kar si omenjala povezava uma in telesa, sem pa imela ravno pred pol leta, no, se mi je zdaj končno poštimalo hormonsko ravnovesje. Sem šla v bistvu čez en fizičen challenge, ki pa je bil najbrž, oziroma je bil posledica tudi malo porušenega psihičnega ravnovesja, oziroma bolj psihičnega stresa, ki so ga prinesli različni odnosi na različnih področjih, ki so se ravno zgodili v nekem podobnem obdobju, kar se je pri meni pol izkazalo v tem, da sem izgubila menstruacijo za kakšno leto in pol, in je bilo zelo zanimivo, ko skušaš to rešiti na biološki način pri zdravnikih, raznih specialistih, koliko velikokrat slišiš samo nazaj odgovor, da okej, to je pač posledica stresa. Biološko je vse štima, zdaj nič drugega ne moremo reči, kot pa pod stresom si, ne, in sem bila tako, ja, najbrž vem, da sem. Ja, bila sem po stresu, vsi ljudje smo v stresu. Pri meni se je pol sam, ko gledam za nazaj, izkazalo, da sem bila preveč dovzetna za določene stvari, jemala sem si vse preveč k srcu, in predvsem so bili odnosi tisti, s katerimi sem mogla poštimati in jih določene pač prekiniti, zato da sem se začela tudi sama boljše počutiti, in da se je pol vse to poštimalo. Tako da ja, za mano je eno tako zanimivo obdobje, kjer sem spoznavala svoje telo tudi na drugačen način. Spoznavala sem ga predvsem na način, ker malo sem se izklopila, malo je zmanjkalo motivacije za gibanje, za kreativo. Itak je vse skupaj povezano, ne. Šla sem sama telesno in psihično v nek survival mode. In seveda takrat reproduktivni organi ta prvi rečejo, stop, mi zdaj ne bomo delali, ne. Ja. Tako da je bilo zanimivo obdobje, v katerem sem potem dosti delala na prehrani, na gibanju in pa postavljanju meja drugim sebi, poslušanju telesa, kdaj rabi počitek, ker sem dostikrat tudi šla čez sebe. Zelo je zanimivo, ker ti tudi joga da neko toleranco na stres, toleranco na bolečino, ker dostikrat, razviješ to toleranco, da si močnejši, in sem potem razmišljala, da mogoče sem tudi zaradi te tolerance malo dlje časa terala sebe v neke situacije, ko bi mogoče kdo drug že prej rekel, stop, to pa zdaj ni več okej, a ne. Od tega, da sem si čisto porušila spalno rutino, do prehrane, do pretirane fizične aktivnosti, pa potem v kontraekstrem, do nobene fizične aktivnosti, ker ni bilo več energije, ne volje, do tega, da sem se izolirala družbeno, in potem do tega, da sem iskala družbo oziroma se hotela ful družiti. Ampak hvala Bogu oziroma na srečo pri tem sem potem res začela izbirati, s kom se družim in s kom se ne družim, in kaj gledam, kaj konzumiram, ker vse to vpliva na tvoje ravnovesje. Wow, to mi je zdaj zelo zanimiva zgodba. Iskreno, jaz sem kar mislila, da do izgube menstruacije vedno pride zaradi prenizke telesne teže, a ne, pa bi zate, kot te poznam, rekla, da imaš
na prvi pogled zdravo, funkcionalno telo. A ne? Kako si pa pristopila do tega in koliko časa je recimo to trajalo? Najbrž se to ni zgodilo čez noč in si bila, aha, ok, nekaj je res narobe. Saj, ker mal se mi zdi na nek način, kot bi lahko primerjala z izgorelostjo, a ne samo, da se ni pokazala na umu, ampak se je na telesu, na neki točki na telesu. In če primerjam pri sebi, pol, ko sem za nazaj gledala, sem šele videla, koliko je bilo že enih simptomov, da ne grem v pravo smer, ampak sem tako, kot da bi imela te nekaj čez oči in ne, jaz sam vidim tisto svojo špuro in pač nisem znala pogledati celostne slike in se ustaviti, ej, a ne, nekaj ne pelješ v pravo smer. Kako je bilo pri tebi? Kdaj si se zavedla, dobro, ne vem, a se je izguba menstruacije zgodila iz rednega cikla v nimam je več, ali je to postopoma šlo? Kako je bil ta del, ko si iskala rešitev? Je bilo kar dosti, ko enkrat je bila in pol je več ni bilo. In ni bilo zaradi izgube telesne teže pretirane. In tudi, če bi bilo, se zelo hitro pozna, oziroma zelo hitro bi prišla nazaj. Ne? Pri meni pa kar ni prišlo. In potem sem šla še v tistem obdobju ravno v Indijo na intenzivno joga izobraževanje, kjer je bilo še fizično zelo naporno vse skupaj. Res smo tako po 7-8 ur na dan jogirali, bedeli, se pogovarjali, tako res od 6 zjutraj do 6 zvečer je bil urnik čist nafilan. Tako da sem še en mesec tega in vsaka ginekologinja, ki se mi potem še to povedala, je pripisala to temu, da je bila še to neka, da ne bi prišlo do neke fizične izgorelosti, ampak meni se zares ni zdelo, oziroma tudi, če bi bila to fizična izgorelost, bi se to po parih mesecih lahko nazaj vrnilo. Meni se je pa to potem še kar nadaljevalo in vleklo. In zdaj, ko gledam za nazaj, so neke stvari, ki bi jih pripisala temu in itak, ja, za nazaj je vedno najlažje gledati, reči, ja, to je bilo, zakaj nisem pa že prej tega ukinila. Ja, ker se vsi vemo, kako je s tem, ne? Ampak kako sem se s tem soočala, najprej nekaj časa pustiš, pa misliš, ok, se bo prišlo nazaj, pol greš k ginekologu, oziroma ginekologini, jaz imam še tle v Ljubljani tako situacijo, da tudi nimam redne, oziroma jo imam na Leonišču v popoldanskem času, tako da še s tem je malo situacija oziroma težava dobiti v bistvu sploh svojega zdravnika oziroma ginekologa. Greš, pol te tako malo jemljajo, ja, sej mogoče bo prišla, najbrž je stres, te počakaj še malo, pol prideš naslednjič, še vedno ni, so mi takrat dali progesteron, torej kar takoj hormonsko terapijo, ki je sicer pomagal, ampak jaz sem rekla, jaz nočem biti odvisna od nekih tablet in tega, jaz hočem priti do razloga, vzroka, zakaj in to preprečiti oziroma spremeniti nekaj pri sebi, tako da sem takrat pol tudi nehala to jemati, se obrnila malo na alternativo, šla do ajurvedskih zdravnikov, ki so predpisali določene diete, ker je zelo tudi povezana reprodukcija s prebavili oziroma z našo prehrano, ker vse to skupaj je v telesu blizu in seveda vpliva tudi, če ti ne absorbiraš hranil oziroma ne ješ dovolj kvalitetno, ne pridejo ta hranila do tvojega hormonskega sistema oziroma do reproduktivnih organov. In je vse logično sosledje in povezava vsega. Ne? Ampak meni se je zdelo, da takrat res jem super, dobro, zdravo in res sem jedla tako, kot vsi svetujejo, da pogledaš vse te videe, nasvete, prebereš 101 članek, kako se prehranjevati, kdaj iti spat, vsega tega se držiš, ampak ker ni. Tako da se mi je pa res izkazalo, da so se na koncu razčistili neki odnosi in prišli novi ljudje v življenje in pa je prišla tudi menstruacija nazaj. Wow, res lepo in tak lep primer, ki pokaže, zakaj celostno pristopati. Jaz verjamem, da je zelo zanimivo, da ko sem se z dostimi se pol začneš to pogovarjati, meni je bilo to taka stvar, ni zdaj stvar, ki sem jo delila na svojem Instagramu oziroma jo vklopila v svoj brand in jo zdaj jemala kot nekaj, to se mi je zgodilo in zdaj bom jaz na podlagi tega svetovala drugim, ker je to čist neka individualna izkušnja in vsak jo doživlja po svoje, jo pa doživlja dosti ljudi, no, to sem hotela reči, ker potem, ko komu omeniš, ko se s kom pogovarjaš, žensko so tako, ja, meni se je tudi to zgodilo, pa jaz sem tudi šla čez to in pa si tako, aha, ok, to v bistvu je dosti pogosta stvar,
o kateri se očitno ne govori toliko. Je pa žalostno ali pa malo zaskrbljujoče, da se to dogaja ženskam v 30. letu. Tako da, ja, bi se mogoče lahko več tudi o tem govorili. Prej, ko si razlagala že dosti na začetku, sem si zapisala, da bi te vprašala od tega, ne vem, si to tudi kaj, to tematiko izpostavljala zdaj v procesu tega zdravljenja. Zelo si naravnana, tako se mi je zdaj zazdelo, pomoči drugim. A ne, učiš tudi jogo, tudi prej si razlagala, kako je prišlo do poklica joge, da je bil malo odziv na druge. A si imela kdaj težavo ali pa izziv, kjer najdete ravnovesje med tem, koliko skrbim za druge, koliko pomagam drugim in koliko znam poskrbeti zase? Ja, konstantno si v tem boju in ja, v bistvu neravnovesju na nek način. Seveda na začetku svoje poti in svojega poklica, ki ga zdaj izvajam, sem imela težave, ki jih zdaj spet za nazaj lahko vidim, takrat se mi niso zdele oziroma se mi ni zdelo, da mogoče malo preveč dajem drugim pa premalo sebi, ampak potem na neki točki sem si rekla, ok, zdaj bom jaz postavila si urnik tako, da si vzamem na tedenski ravni toliko in toliko ur časa zase. Tudi brez slabe vesti sem potem šla za en mesec, odpotovala, delala samo jogo zase, dostikrat zdaj tudi grem za kakšen teden na kakšne bolj intenzivna izobraževanja, kar bo spet nekdo rekel, ok, ampak to je še vedno tvoje delo. Ne, joga je bila v prvi vrsti moj hobi in še vedno želim, da je hobi in si jo tudi kot tako potem vzamem in ko grem na neko izobraževanje ali pa ko grem sama zase na prakso, vzamem to kot moj prosti čas, ne kot moje delo, čeprav dostikrat potem malo analitično seveda pristopam k vadbam, ki se jim pridružujem druge in seveda, ok, to bi jaz lahko pa tudi na ta način ali pa to mi pa ni bilo všeč, ne. Tako da skušam izklopiti možgan takrat in se sam prepustiti in delati zase, ampak ja, seveda je bilo na začetku malo več stragljanja s tem, ker sem preveč, mislim. To je zdaj tudi zelo subjektivno, no, ampak ja, pozabiš malo nase, no, pozabiš na svoje občutke, ker tudi enačiš to uspeh drugih ali pa dobro počutje drugih z lastnim dobrim počutjem. Saj na nek način je tudi to, da pomagamo drugim, je zelo fajn in lepo in s tem tudi polnimo sebe, ampak ne smemo pa na način, da se spraznimo, ker ne dobimo nič nazaj, ker lahko obstajajo ljudje, obstajajo skupine, ki te lahko samo praznijo, ampak jaz na srečo imam pa take ljudi okrog sebe in take jogiste in vadeče, ki me tudi vedno tudi napolnijo, no, tako da je tako neko lepa simbioza, ki jo imam. Koliko časa je pol trajal ta proces od izgube menstruacije do zdaj, da si jo vzpostavila nazaj? Nisem imela skoraj leto in pol. Tako da, ampak je pa pol spet tako zelo, tako kot je šla, tako je tudi prišla. Na hitro. Ja, na hitro. Ja, je pa bil res tak hecen občutek, za ženske bodo razumele, kako je, ko si a veš, tisti teden pred menstruacijo, ta PMS obdobje, parih dni, nekatere imajo par dni, nekatere imajo en dan. No, meni se je zdelo, da sem ves čas v tem obdobju. A takrat, ko nisi imela menstruacije? Ja. Sem jih hotela vprašati, kako je bilo to nihanje razpoloženja, ko nisi imela menstruacije, da je bilo nihanje, skozi, kakor da čakaš menstruacijo, wow. To. Ves čas imaš občutek, da si napihnjen, sam sebi nisi všeč, ko se pogledaš v ogledalo, ampak tako, ko gledam se za nazaj slike, jaz sem bila enaka, kot sem zdaj, ampak počutila sem se grozen. Tako res je tak zoperen si sam sebi, najbrž tudi še komu drugmu. Res je tak, ne privoščim nobeni ženski, noben od tega in dostikrat pol opisujejo, da pa je to občutek, ki ga imajo ženske potem v menopavzi. Ja, tako da jaz zelo sočustvujem tudi z ženskami, mislim, sočustvujem. Škoda mi je, da se več ne govori o tem in tudi kako pristopati k menopavzi, ker je tudi to nek tak preskok, ki se zgodi, nek šok za telo in za psiho. In ja, je drugačno, bi bilo dobro, da se tudi k temu pristopa ali pa malo bolj začnejo osveščati o tem in sploh o tem hormonskem ravnovesju in
študijah, ki so jih ali pa jih niso delali na ženskah, Mhm. in potem kar nekih predikcijah, da smo si fizično enaki in da vse velja za celotno populacijo, ni res, a ne. In pol, ko to Mhm. enkrat vidiš, doživiš, si tako, a ja, wow, zdaj štekam. Tako da ja, to obdobje je bilo tako zanimivo, ko gledam za nazaj, ves čas si tako, ja, malo v obdobju PMS-ja. Tako da zdaj sem toliko hvaležna in vesela za ta svoj cikel, da sem tudi vesela dni, ko pride pa menstruacija, ki so krči in so te tenzije in vse skoke, hvala Bogu, da je tle. Verjamem, pač spet, ko Ja. zgubiš tisto in pol dobiš nazaj nekaj, kar si si želel, a ne, prej si pa mogoče Mm, se ti je zdelo, ojoj, škoda, pa zdaj imam krče, pa se slabo počutim. ja, ja. Mm, ja. Kako bi rekla, da danes skrbiš in za ta cikel, in za dobro telesno in duševno počutje? Kaj so Um, ti postale neke smernice ali pa, ne vem, neka prva pomoč? v bistvu je kar neka stalna rutina, pa vsakodnevna rutina, no. Ni zdaj, da so to neki kratkoročni, kratkoročne stvari, ki jih narediš kot neki fikserji in potem se vrneš nazaj v svojo Mhm. staro rutino. Predvsem skrbim za svoje fiziološke potrebe, ki so zelo pomembne. Primarno se pravi, da se naspim, da kvalitetno in dovolj spim, poskrbim za prehrano, tudi nisem več v tistem v rigidni smeri, v smislu prehrane, ko ti tudi svetujejo, ja, pa moraš izključiti to in to in to. Nehala sem karkoli izključevati ali pa se restriktirati, jem tisto, kar želim. Pa si v tistem obdobju zdravljenja bila so ti takrat svetovali in si, mislim, tako si omejila neke stvari? Svetovali so mi ajurvedski zdravniki oziroma strokovnjaki, ja. Ajurveda ima neke svoje principe, izločevanja, predvsem glutena, sladkorja, mlečnih izdelkov, ampak tudi sama takrat se nisem dobro počutila, ko sem vse te stvari jedla, ker je bilo telo res v nekem neravnovesju. Zdaj lahko pojem vse, jem vse, tako da, ampak zdaj, ko to govorim, res je spet neka stvar, če gre kdo čez to izkušnjo, da gre tudi sam poišče pomoč in strokovnjake. Mhm. Tudi zdravniki in ginekologi imajo ogromnega znanja in ne rečem, ne izključujem zdaj njihovega znanja in tega področja, sem pa sama pač takrat sem poiskala čim več različnih smeri in tudi začela delati na psihosomatiki dosti, da sem in to še vedno ohranjam, ampak pravim, da v zdravi meri. Torej, da nisem v tistem ekstremu, da sem karkoli izločila ali pa se čemurkoli odpovedujem. Dosti skrbim tudi za fizično oziroma za telesno aktivnost, ki mi spet zelo odgovarja, prej mi ni. Tako da hodim plavat, hodim na jogo, hodim ven v naravo, malo tečem, spet mi je tek zasedel, ko mi prej leta in leta ni. Tako da zdaj zimski športi so spet nazaj. Družim se s prijatelji, s partnerjem, ampak hkrati tudi vem, kdaj si pa vzeti čas zase, kdaj je tisti moment, ko pa bi jaz bila pa sama. Tako da na ta način s kreativnostjo, tudi hormoni so povezani, oziroma ženski reproduktivni sistem in hormoni so dosti povezani s kreativnostjo. In takrat sem opazila, kako nekreativna sem bila, kako se mi v Mhm. bistvu nič ni dosti dobro zdelo. Zdaj sem spet v tisti fazi, ko sem dosti kreativna in mi je fajn ustvarjati vsebine, ustvarjati stvari zase, za druge, fotografirati, tako. In se to verjetno tudi sama ne vem, a si kdaj opazila ali ne, to s kreativo je noro, koliko ženska je kreativno bitje in če ne goji te kreativnosti in če nima moči, da bi jo gojila, koliko je vse zelo povezano in ja. Ja, je, ja. Mislim, to se zelo strinjam. Pri meni je bilo to vedno zelo povezano z duševnim zdravjem, s tem, da ponavadi, ko sem bila v obdobju, ko se nisem dobro počutila, takrat nisem bila kreativna, pol sem pa ponavadi najbolj jaz kreativna bila takrat, ko sem pri sebi iskala neke rešitve. Se pravi, sem Mm, se že toliko bolj počutila, da sem imela sploh željo po boljšem počutju, da sem imela zagon iskati rešitve, uvajati spremembe, ker to je naporno obdobje. Oziroma mhm, naporno obdobje, ne vem, če sem se prav izrazila. Obdobje, ki
terja, jaz bi rekla, mogoče več energije, kot pol, ko ti enkrat odkriješ, kaj te pomaga, kaj moraš ti početi, da se dobro počutiš. Takrat se mi zdi, vsaj meni je takrat pol lažje. Sem zelo podobne stvari bi izpostavila, kot si jih ti rekla, spanje, prehrana, gibanje, nek čas zase in za odnose. Zdaj, ko bi rekla, da sem v redu, mi je to tako, kakor pa zjutraj vstaneš in si rešil umiti zobe. Ne gre ti energije za to. Yeah. In tudi takrat, ko te stvari štimajo, se mi zdi, da sem lahko kreativna, ampak mogoče, če bi rekla, inovativna ali pa tako, da res buta pa ta kreativa ven iz mene, je pa v obdobju, ko sem nekje vmes. Mogoče je pa to tudi zaradi tega, ker ponavadi sledi takemu bolj sušnemu obdobju iz vidika kreative in pol mogoče, tam je neka pavza bila od ustvarjanja in pol se vrne nazaj želja potem, pa mogoče pol še nadoknadim za nazaj, pa vem. Ja. Kako ti je pa to ustvarjanje vsebin, a daj tukaj čutiš kakšne blokade ali pritisk, ali lahko slediš sebi in trenutnemu počutju in kako pristopaš do tega? Imaš tako nek urnik oziroma nek plan, kako ustvarjaš, ali slediš čisto intuitivno, kakor se počutiš pa po navdihu? Ja, jaz za ustvarjanje vsebin, če zdaj govoriva izključno tako marketinških in tega, kar imam na Instagramu, ki je moja v bistvu platforma, s katero imam ta love-hate relationship. Sem zelo hvaležna, da obstaja, ker sem zaradi nje uspela zgraditi ogromno skupnost, hkrati pa vemo vse njene negativne plati in vse manj ustvarjam za njo, dost to, kar pride sproti, tudi vem, da bi lahko delila več, ampak imam na nek način neko blokado oziroma spoštujem svoje privatno in zasebno življenje in ne želim na podlagi tega, da delim vse, tudi graditi skupnost na ta način, no. Pa nič narobe s tem, ampak jaz to nisem. Jaz raje delim stvari bolj v zasebnem krogu, v tej svoji skupnosti, pri ustvarjanju vsebin potem za online studio, za to platformo, kjer sem tudi vmes imela neko malo blokado, ampak ne blokado, bolj mi je zmanjkalo časa, ker sem se ukvarjala v zadnjem pol leta s studiom, bolj s temi fizičnimi stvarmi, da ti potem zmanjka kapacitet še za, zdaj moram biti pa še ready za pred kamero, pa se posnet in se to prej pogovarjala, malo butne pol ven ta perfekcionizem in si mogoče kakšen dan nisi všeč, pa pol mine še par dni in pol spet mine teden in sem tudi to spustila in zdaj res z največjim veseljem posnamem, povem to, kar imam za povedati in tudi kadarkoli snemam ali za Instagram ali za online, redko kdaj ponavljam, če se zmotim, se na srečo lahko kdaj kaj porežeš ali pa dostikrat, ko kaj govorim, pa te moji, dobro, to bom pač porezala, ker sama sebe ne morem poslušati ampak jaz sem to, kar sem, zelo rada se dostikrat tudi pohecam, tudi ko dam kaj na storije, to sem pač jaz, ne bom zdaj se pretvarjala, da sem nekdo drug in pridejo včasih dnevi, ko imam ful energije in ful stvari za povedati in jih potem tudi posnamem in dam to na platformo. Pridejo pa dnevi, ko se moram bolj posvečati ljudem v studiu in je ogromen enih drugih stvari in takrat si ne dajem na urnik, še pa zdaj snemanje in če pa zdaj tega ne bom naredila, bom pa sama sebe ful obtoževala, tako da zelo intuitivno in spontano pustim, da teče ta flow in zaradi tega se to potem tudi pozna na vsebinah, ki jih dam gor, da niso neke prisiljene vadbe in da se meni tam na obrazu vidi, da to se mi pa zdaj res ni dalo početi, ampak vseeno sem, tako da si raje dam tu in tam kakšen dan premora, zato da se spet nadiham, zberem pa potem ustvarjam naprej. Je pa in biti inovativen v teh časih, najbrž tudi sama veš, pa vedo drugi, včasih težko, ker ne veš več, kaj bi še, pa sploh se mi zdi, da je pa napačno, da se greš pa potem ozirati po drugih ali pa primerjati z drugimi. Jaz tega skušam ne početi, grem po inspiracijo, seveda za vadbe, se učim od drugih,
ki so bolj strokovni oziroma imajo več izkušenj in v tujini in pri nas, zelo cenim to znanje in to tudi povem, da niso zdaj stvari, ker zrasle na mojem zelniku. Najbrž tudi kakšno inspiracijo z vsebinami vidiš drugje, vidiš v tujini ali pa pri nas, ampak skušam potem v končni fazi vedno izhajati iz sebe, povedati, podeliti tisto, kar se meni zgodi ali pa kar mi je meni pomagalo, oziroma dostikrat preko vadečih, ki jih imam. Meni so vadeči tudi eni izmed boljših učiteljev, preko njih se učim, preko njihovih teles, ne samo prek svojega. Tako da vedno skušam pri ustvarjanju izhajati potem tudi iz tega. No. Pri online studiu je pa itak super, ker smo neka taka skupnost tudi tam, vse je online, lahko si napišemo, dostikrat kdo napiše, jaz bi pa vadbo za to, a lahko mogoče se pa tokrat posvečamo temu in temu in je vse organsko in rečem, ok, valjda bom posnela, hvala za feedback, če ne bom jaz še naprej ustrajala s temi svojimi stvarmi, ki so meni všeč, ne, tako da, ja. Na katere svoje projekte bi rekla, da si najbolj ponosna, ali pa, ne vem, mogoče projekte ali pa... Pa jaz bi v bistvu rekla, ker cel ta projekt, cel moj Body Mind Institute, ki je v bistvu zrasel kot nek na začetku Instagram profil, bolj za to, da jaz objavljam tam, kako delam jogo, zdaj lahko rečemo že kar en resen brand ali pa velik community in znotraj katerega se je vse to razvilo, kar se je razvilo. Vsi projekti oziroma vsi dogodki, zdaj, če že samo pogledam lansko leto, si ne bi nikoli mislila ali pa upala želeti, da se bo zgodilo vse to, kar se je zgodilo. Do tega, da imam svoj studio oziroma da imava z Melito svoj studio, pa tudi zelo uspešnih joga poletnih klasov v Rogu, kjer se je ogromno ljudi pojavilo na tedenski ravni in je bilo res užitek poučevati toliko velike skupine, ki se v bistvu začuti ta energija na malo drugačen način, do tega, da imam stalne svoje skupine v studiu, do 2 joga vdihov, ki smo jih lani imeli, en je bil v Maroku, en na Kanarskih otokih, na Lanzarote. Tako, no, če pogledam za nazaj, lahko rečem kar, ok, wow, nekaj se pa je zgodilo in sem zelo ponosna, ampak ne bi rada merila vseh teh uspehov samo v tej veliki meri in velikih dogodkih, ker pa lahko zelo hitro postaneš tudi nezadovoljen, ko pridejo obdobja, ko se te velike stvari ne dogajajo, tako da jaz mislim, da je že vsak dan, vsak teden v tej moji zgodbi je res en tak lep, je lepo darilo, no, ali pa lepa iztočnica, lepa popotnica, tako da, ja, ne bi mislim, valjda sem izpostavila za neke večje stvari, ampak tudi vsakodnevne prakse, ki jih imamo, so samo tako, me napolnijo, zagrejo in sem ful ponosna in hvaležna za to, da imam ljudi, ki se vračajo oziroma prihajajo in mi zaupajo. Zelo lepo. Imaš kakšne želje, plane za naprej, kako pristopaš k temu? A planiraš ali pustiš, da se stvari in spremembe sproti odvijajo? Veš kaj, dostikrat se mi zgodi to, da rečem nekaj, to pa jaz ziher ne bom ali pa to se pa meni ne bo zgodilo in potem se mi točno to zgodi. Pa na ta način planiraš. Ja, tudi res zadosti stvari sem rekla, tako sem rekla, jaz ne bom imela nikoli svojega joga studia, evo nas, jaz ne bom šla nikoli v Indijo, šla, sem imela dobro. Dosti grem intuitivno in dosti grem z vizualizacijo, ko začutim ali pa ko samo sebe vidim v neki sliki, wow, to bi bilo pa res dobro ali pa jaz bi pa rada se tle videla, grem v to smer, tako da potem tudi ne govorim o tem naprej ali pa ne razlagam ali pa si mogoče sama pri sebi kam zapišem, ampak pustim stvarem, da se razpletejo tako, kot se razpletejo, tako da to je moj načrt. Kako ti pa gre to, ker meni to iskanje, koliko akcije je potrebno, pa koliko prepuščanja? Če čisto konkretno recimo pogledam, jaz si predstavljam, da se izpelje nek joga retreat v tujini, tu dobiš idejo in ti si zdaj lahko misliš, bom prepustila, da se to izpelje, no, samo se to ne bo izpeljalo, pač je potrebna neka akcija, rabiš ti najti lokacijo, določiti datum, da vam povabiti ljudi. Jaz se velikokrat v življenju sprašujem,
kako iz dneva v dan iskati ravnovesje med, koliko akcije je potrebno iz moje strani, koliko pa prepuščanja. Sej spet je pol tako, ko gledaš za nazaj, a ne, se ti stvari lepo sestavijo, ampak so pa točke, kjer pa ne veš, a je ta situacija zdaj od mene potrebuje bolj, da jo spustim, ali potrebuje več akcije. Kako se ti soočaš s tem? To je v bistvu dobro vprašanje, pa dobro videnje, o katerem nisem doskrat razmišljala, ampak soočam se na ta način, da, ko si omenila oddihe, kaj se meni zgodi ponavadi je, da jaz sem doskrat na dopustu na nekem kraju, ko je bilo in Spuljo in Lanzarote, in potem tam spoznam neko osebo in se tako, mogoče bi pa jaz kdaj organizirala joga oddih, in potem ta oseba ali pozna nekoga in se potem slišimo čez kakšen mesec, jaz imam pa tle eno lokacijo, pa poznam tega in tega, in se dostikrat pol online zmenimo in se tako, okej, no, daj bomo prišli, in se na ta način pol tudi izpeljejo stvari. Se pravi, neki intention vseeno daš ven, da ne držiš vse v svoji glavi, poveš na glas, podeliš z osebami ali pa s tistimi, za katere misliš, da so prave osebe. To je recimo neka moja akcija, ki jo naredim, potem pa dostikrat pustim, da stvari stečejo, čeprav ni zdaj to nek dober biznis recept, če bi se hotel iti še bolj poglobljeno in zares te stvari, če bi se recimo jaz hotela usmeriti pa delati sam joga vdihe, seveda ne morem na ta način, bi potem, ne, ja. Ampak na srečo delam več stvari hkrati in pri vseh stvareh se je na nek način tudi tako vedno izpeljalo, tudi študijem, ki so ga z Melito našli, je bilo tako zelo spontano, jaz nisem šla na silo, zdaj pa rabim nov prostor, nujno zdaj takoj, ampak sem bila bolj tako, okej, če bo, če ne bo, mi mogoče v tem trenutku ni namenjeno, in bilo je na ta način, da je res bilo isti dan na internetu, lokacija, klic, okej, pridite pogledat, vzameva. Tako, jaz mislim, da bolj kot se oklepamo silo in z močjo neke stvari, težje bomo pol do nje tudi prišli, oziroma težje jo bomo spustili, če ne bomo mogli doseči. Tako da jaz mislim, da neka mera lahkotnosti, valjda zadaš si namero, rečeš, jaz pa to bi, ampak se ne navežeš izključno na to idejo in na cilj, si pustiš opcije odprte in potem te nekako življenje samo ponese tja. To je to prepuščanje, o katerem govoriva, ja, in ki ga tudi jaz zelo rada omenjam in pri svojih praksah in pri meditacijah in tudi sebe učim, da lahko spustim in se prepustim. Jaz sem imela prav v jogi leta nazaj en tak trenutek, kjer se mi je to izkazalo. Jaz sem zelo taka, da sem za akcijo, a ne, in mene prej izziv prepuščati se. Na veliko področjih. In se spomnim, kako je bil en trenutek pri jogi, bili smo v nekem položaju, ne vem, da je šlo za nek razteg in jaz sem to delala s silo, a ne. In ko ti delaš s silo, imaš neke mišice po vsej verjetnosti napete, prav aktivirane, in ti v bistvu tista aktivirana mišica onemogoča, da bi se nek drug del tvojega telesa raztegnil. In takrat vem, da je ta učiteljica joge prišla do mene, mogli smo biti nekako s hrbtom tako proti tlem, navzdol nagnjeni, in mi je sam zgoren del trupa tako nežno pritisnjena navzdol in nisem mogla več, ne vem, da sem imela napete stegenske mišice ali nekaj, tisto sem mogla spustiti in sem bila tako, a ne, jaz sem si tega prej želela, jaz sem mislila, zdaj bom s silo tako se ful pritisnila v ta razteg in se spustila čim nižji, in pa sem ugotovila, ne, jaz bi se mogla usmeriti v to, kako čim več mišic telesa sprostiti in tam bo prišel do globega raztega. In to mi je trenutek, ki ga ne bom pozabila, kako mi je v jogi, skozi jogo sem bila tako, wow, koliko jaz včasih kakšne stvari, ni to, kar si rekla, ki se jih oklepaš in misliš, da imaš tako, da je tvoja pot, kakor si jo zamislil, prava, in ne prepustiš, da je mogoče tam neka druga pot, kjer bo v bistvu dosti lažje stekel, ampak ja, moja lekcija je velikokrat bila, pot do te prave poti je bilo prepuščanje, česar sem se mogla odviti. In tega nas joga toliko dobro nauči. Meni je zaradi tega to praksa, s katero vztrajam že večino časa, že več kot polovico svojega življenja, ker te res nauči tega, da
včasih ne gre silo oziroma je treba spustiti, dovoliti telesu in koliko v bistvu sami sebe omejujemo, ne. Saj kdo zdaj mene drži v tem krču, kdo meni preprečuje, da lahko jaz v položaju, ne vem, goloba ali pa dvojnega goloba, kjer res zelo targetiramo boke, za tiste, ki vedo, ki se ukvarjajo z jogo, tak zelo zanimiv položaj, ampak kdo zdaj mene tam omejuje, da jaz ne morem iti globlje ali pa sama sebe, ne, jaz moram sama sebi reči, dati zeleno luč, okej, spusti, sprosti. Treba se tega sam naučiti, je pa težko, ker včasih dostikrat nismo v stiku s svojim telesom, a ne, smo preveč v glavi in sploh ne znamo več poslušati telesa in sprejemati njegovih signalov in mu tudi nazaj poslati signal, varna mislim, varna sem, spustim lahko, ja, tako da je kar Ja, to je joga res en tak lep, ne vem, kako bi se reklo, orodje ali nek kanal, je meni tudi kar veliko dala. Lahko je način življenja, no, pa ne zdaj v tem smislu, ke si marsikdo predstavlja čisto napačno to jogo. Res je način življenja, ker te uči tega, kar sva zdaj govorili, uči te tudi tega, da se ne primerjaš z drugimi, oziroma da tudi se ne primerjaš sam s sabo, ker si drugačen, kot si bil mogoče leto nazaj, da se res ustaviš samo v tem trenutku in ga sprejmeš takšnega, kot je. In ja, zdaj sem lahko v tem položaju, mogoče bom jutri lahko še globlje, mogoče bom še šla 3 korake nazaj, ampak ne morem se zdaj zaradi tega primerjati s sosedo na sosednji blazini ali pa s svojim učiteljem, ki prakticira že leta in leta in je valjda globlje v položaju in ga naredi še bolje ali pa zna spustiti bolj kot jaz. Res te uči tega, da si sam s sabo na nek način, ampak hkrati, da tudi nisi sam, da si z drugimi, da deliš te energije in je ena taka krasna učiteljica, to je res način življenja, no. Tako da jo priporočam marsikomu. Zdaj si glih malo omenila tudi to stik z drugimi. Meni je ena taka zanimiva tema, ne vem, če si gledala The Blue Zones, je bil nek dokumentarc, to sva sta omenjali tudi in tam noter, tisti dokumentarc je mene zelo nagovoril v tem smislu, koliko je pomembna skupnost. A ne, in koliko v bistvu smo to res, se mi zdi, da s sodobnim načinom življenja dosti zgubljamo. Pol še recimo, če si samostojni podjetnik, spet zgubiš en del skupnosti, ki jo imaš lahko v službi s sodelavci. Kako ti gledaš na to, na pomen skupnosti? A ga ti imaš? A si aktivno prizadevaš k temu? Ali so to prijatelji? Ali so to tvoji vadeči? Kaj te predstavlja skupnost? Ja, skupnost je meni tako zelo pomembna, tako kot si rekla, mislim, nismo tule narejeni za to, da živimo sami in sem zelo hvaležna in šele čez čas sem se v bistvu začela zavedati, kakšno skupnost sem jaz ustvarila prek joge, vadečih, ki prihajajo, ki se vračajo in zelo mi je lepo, ko jih vidim, ko se srečajo pred vadbo ali pa po vadbi, ko se pogovarjajo. In to so ljudje, ki se mogoče prej niso poznali, ki je združila neka aktivnost. In bi si želela, da bi bilo v bistvu še več tega, ker se mi zdi, da sploh po pandemiji smo se malo izolirali in ljudje spet iščejo skupine, zato so spet zaživeli te running pa cycling klubi, ali kaj so že, coffee run. Tako vedno več se mi zdi, da iščemo sploh ljudje, ki smo mogoče v samostojnem podjetništvu ali pa še nimamo svojih družin, pa tudi ljudje, ki imajo družine, se mi zdi, da potem rabijo sebi podobno misleče ali pa ljudi, ki so v istih situacijah, ker pol vidiš, da nisi sam in deliš in malo poveš in da nisi toliko izoliran, no, in se mi zdi to zelo pomembno in bi si želela mogoče, da bi bilo še več tega in zato mi je tudi lepo, da sama delam na ta način, da gojim skupnost oziroma da ustvarjam prostor, kjer se lahko to ustvarja, in tudi vse v bistvu na ta način ustvarjam neko skupnost, čeprav so to še vedno ljudje, ki so moje stranke na nek način, no, imam vseeno tukaj potem postavljeno neko mejo, da
ja, da pač ne rečem, ok, vi ste zdaj moji prijatelji in vse vam bom zaupala, imam tudi svoje prijatelje, prijateljice, družino in pa partnerja, ki pač, ja, vse to je potem neko sosledje oziroma neka moja skupnost, zaradi katere lahko se jaz tudi boljše počutim in rastem in se razvijam, ker kadar si izoliran ali pa osamljen, verjamem, da je to malo težje. Ja, in je zelo pomembno. A si ti kdaj iskala podporo v smislu strokovne podpore, psihoterapije? Ja, mi smo itak že tekom faksa dosti delaš na sebi, res ogromno delaš na sebi, ker greš čez vse teste, ki jih poznamo, jih potem smo tudi delali sami na sebi in se res spoznaš, ampak takrat se mi zdi, da tudi če nisi toliko pripravljena na to ali pa vsaj jaz nisem bila, no, toliko odprta za vse to, ker res jemlješ to je izobrazba in zdaj delam tule na izobrazbi in res je tako. Sem pa potem sama, ja, šla tudi čez ene procese oziroma čez svetovalni proces, pa zdaj v bistvu sodelujem bolj na način psihosomatike, spoznavanja svojega telesa, pa odpiranja nekih oziroma pogovorov, pogovorne terapije. Ampak ja, vedno sem odprta za te stvari, vedno pridejo obdobja, ko se posvečam temu, sem pa pol v tistem času, ko sem šla sama tudi čez to hormonsko neravnovesje, opazila, da sem čisto preveč v svoji glavi in mi takrat tudi terapija ni ustrezala, ker je potem že sam ta analiza in samoanaliza in pogovarjanje in debatiranje in sem tako, ok, stop, ne morem več, ker greš potem v ta overthinking proces. Jaz pa pri sebi opažam, da mi dosti pomeni tudi gibanje in takrat rabim več gibanja in športne dejavnosti, aktivnosti, hoje, tako da čist odvisno od obdobja, kje sem, kako sem, no. Ja, se potem poslužujem ali pa ne. To se mi zdi zelo lepo, če seveda znamo, a ne, pri sebi zaznati, kdaj je obdobje za psihoterapijo in kdaj delamo umsko, miselno, kdaj pa lahko ene stvari ne nujno niti predelamo, ampak jih zaznavamo skozi telo. Jaz vem, da sem leta, nisem bila skozi bolj za psihoterapijo, ampak je to tudi odražalo, koliko sem bila odtujena od svojega telesa, a ne. Pač niti nisem vedela. Se spomnim, kam je v obdobju, ko sem hodila na terapijo zaradi tesnobe, terapevtka velikokrat rekla, daj, ko pride tesnoba, probaj je zaznati, kje v telesu. In meni je bilo to tako, what? Pa sem pol ugotovila v spominjanju za nazaj, da v bistvu sem jaz zelo tesno povezala vedno od majhnega z bolečino v trebuhu. In pol je prišlo neko obdobje, kjer sem jaz toliko se odtujila od telesa, da niti tega nisem znala več povedati, da kar je bilo pol zelo simpel in jasno. Tesnoba pri meni je bila pač tako, kot en čir na želodcu, a ne, neka teža, kar bi si mislil, da to bo ja vsak zaznal, ampak v enem obdobju niti tega nisem zaznala. Ja, jaz sem pa pol preveč bila, že včasih analiziram pol vsako bolečino, ki pride, veš, ne vem, meni se dostikrat se mi zgodi, oziroma se mi je dogajala bolečina v vratu, ramenih, ramenski, ne, si naložiš ta stres in težo na rame. In zdaj vsaka stvar, ki pride ali pa vsaka tenzija, sem tako, pa se še kdaj s svojim joga učiteljem pogovarjam, ok, mene zdaj boli to, ta na levi strani ta stvar, zakaj, kaj mi že to lahko pomeni? Pa tako, daj sprost se, mogoče te pač samo boli, ker si se zaležala, da malo zadihja, ne. In že pol grem pa, aha, je to zdaj leva, je ženska polovica, desna, moška polovica, kaj zdaj iz preteklosti, prihodnosti, in sem tako, ok, chill, mogoče sem samo preterala danes ali pa včeraj, pa zdaj samo rabim malo počitka in masaže, ampak ja, hitro te potegne to analiziranje ali psihoanaliziranje ali pa fizično analiziranje, tako da kar zanimivo. Si sploh ne predstavljam, kako mora biti po eni strani fino, lahko pa tudi izziva, ne, da ti res lahko greš v obe smeri. Ti lahko skozi telo ali pretiravaš ali pa skozi imaš znanje, lahko pretiravaš, greš lahko iz obeh vidikov analizirati. Ja, mislim, je lepo se slediti, tako kot si prej omenila. Imam res lepi dve področji združujem in ne pretiravam v nobeni smeri. Res se lepo tudi prikrivata. Jaz verjamem, da sta telo in eno. To je zelo dobro tudi opisan v zadnji knjigi Gaborja Mateja, če kdo prebira Navidezna normalnost, kako nas v bistvu sodobna družba ali pa tudi
v bistvu malo medicina, no, skuša prepričati, da sta telo in res dve čisto ločeni entiteti, pa zares nista. Vse ta komunikacija je zelo dobra, tako kot si rekla, tvoja tesnoba se je izražala v bolečinah v želodcu, moj stres se je pojavil v ramenskem območju, se je telo zelo dobro zaznava in posluša in tudi pri tej situaciji oziroma stvari, ki sem jaz opisala, pri meni je mogel tudi za neko povezavo, da se je pri meni porušilo ravnovesje hormonsko. Jaz nekje v glavi sem mogla biti v nekem fight or flight modu zaradi nečesa, nekega dogodka. Ja, in tvoja zgodba se mi zdi, da res lepo pokaže, če bi si mislil, da je izguba menstruacije, izguba telesne teže. Ja, nisem, a ne, je lahko to eden izmed razlogov, zakaj do tega pride. Če si pa ti našla rešitev pol v kombinaciji in v delu na odnosih, je pa jasno, Ja. da je to dvoje povezano. Ja. A bi dala komu na svet, ki se zdaj srečuje recimo s porušenim hormonskim ravnovesjem? A so kakšni strokovnjaki ali pa kakšni pristopi, ki so, a ne, se tukaj se mi zdi vedno, se tako, kot si sama prej rekla, to zdaj ne pomeni, da si ti našla univerzalno rešitev, pač ti imaš rešitev, ki je pomagala tebi, ampak meni se mi pa vedno zdi, če je nekdo na točki, kjer išče rešitve, pa je pripravljen kaj probati, a ne z odprto glavo, da ni nujno, da bo to tebi pomagalo, ampak včasih se mi zdi, da je meni bilo zelo koristno pač dobiti na svete, usmeritve, pa se pa sam odločiti ali pa preizkusiti, pa videti, a to pomaga tudi tebi. Ja, mislim, vse to, kar sem naštela, predvsem pa, da začneš poslušati ta svoj notranji glas. Ne ta črn glas, ki ima včasih kakšne čudne ideje ali pa čudne scenarije, ampak res ta globok glas, intuicijo, ker vse odgovore v bistvu zares imamo v sebi. In mi najbrž vemo, sami pri sebi če si bomo upali priznati, zakaj smo v neravnovesju, kaj nas zares moti ali pa kaj bi zares radi spremenili, bomo si znali tudi odgovoriti. Problem je, da včasih tega ne upamo povedati na glas ali pa da včasih res ne moremo spremeniti situacije, ker smo mogoče globoko v njej, vpliva tudi na druge osebe, vpliva na res neko drastično spremembo, ki bi jo recimo mogli narediti, zato da to spremenimo, ampak ko enkrat spet si dovolimo poslušati ta notranji glas, se vse stvari postavijo spet nazaj na svoje mesto. Pa vem, da se zdaj mogoče to sliši malo tako iluzorno ali pa, ne vem, preveč pompozno, ampak simpel je na koncu poslušati sebe. Se je pa včasih težko, ker kot sva rekla, še telesa ne znamo poslušati ali pa ga ignoriramo. Poslušamo druge, poslušamo nasvete, poslušamo ljudi, ki so šli čez podobno situacijo in se držimo nekih njihovih navodil, zares pa na koncu ne poslušamo spet sebe. In jaz bi se lahko držala, se lahko držim vseh diet tega sveta, spim 8 ur na dan, delam ne vem koliko joge, meditiram, če sem na koncu še vedno globoko v sebi nesrečna zaradi neke čist X situacije ali pa odnosa, ja, ne vem, če bo to pomagalo. A pa imaš kakšno usmeritev, kako ohranjati ta stik s seboj? Ker to se mi zdi tudi, včasih je lahko kar izziv, ja. Ja, preko vseh teh stvari, ki jih počnemo, mislim, ki jih jaz počnem, vsak ima v bistvu svoje metode, ampak v bistvu ni enostavnega nasveta, no. Ker pri meni se to dogaja zelo spontano. Tudi, ko se s kom pogovarjam, pa kako sploh deluje intuicija, ali pa kako veš. Ne veš, začutiš, to je, greš iz glave, začutiš. Sej intuitivno zaznavanje se dogaja v telesu. Kako se ti ob nekom počutiš, ob neki osebi, ali pa kako se počutiš v neki situaciji, v službi, v kakršnikoli drugi situaciji. A se ti počutiš ok, a ti je dobro, ali že imaš ta fizičen respons v telesu, ko ti grejo kar malo kocine po koncu, ali pa malo v želodcu začutiš, malo ti ni ok. Sej to je ta stik, zdaj kako priti do njega s poslušanjem telesa, kako priti do tega, da poslušaš svoje telo. Jaz bom rekla z jogo ali pa s kakšnim drugim športom, ker joga je spet, kot rečeno prej, zelo dobra učiteljica
kjer ti končno, ne vem, začutiš svoje noge ali pa svoje rame ali pa svoj vrat, ko greš v bistvu v tisto tenzijo, pa te malo na začetku zaboli, ampak vsaj začutil si. Zabolel te je, telo se je zbudilo, tle je in potem greš v tiste normalne občutke in začneš tolerirati. Na začetku je pa, ja, mogoče težko klečati na kolenih, pa imeti aktivna spodvita stopala, že 5 sekund je za nekoga lahko to ful velik, ampak s tem položajem si ti zdaj začutil svoja stopala, ok, pet nazaj, predihi, vrnem se še enkrat. Preko teh praks potem prideš do tega, da pa zaznavaš svoje telo in da zaznavaš sebe v nekih situacijah in ne greš v glavo, ne greš v to, aha, to zdaj je tako in tako, ampak kako se zdaj jaz počutim tle, a je meni ok s to osebo, a meni je ta oseba napolnila z energijo, ali mi je ta oseba zdaj pobrala vso energijo, ki jo imam in moram iti domov in delati 2 uri joge, pa meditirati, pa spati, pa dobro res, da se bom spet resetirala nazaj, rechargala. Tako da to bi rekla, mogoče, da je en ta nasvet, kako. Ja, meni se zdi pomembno pač samo vzeti si ta čas za dojeti stvari, a ne. Ti si lahko v stiku z neko osebo, pa te izčrpa, ampak ti imaš tam že pol 5 stvari naprej splaniranih in Ja. ni one sekunde ali pa minute, ko bi dojel, aha, po srečanju s to osebo sem se počutila tako, ker konec dneva si ti lahko utrujen. In zdaj ne veš, od česa si utrujen. Če bi pa ti sproti zaznaval med aktivnostmi, po aktivnostih, aha, evo, to mi je, zdaj se počutim dobro, zdaj se počutim lahkotno, zdaj se počutim utrujeno in tako, bi lažje mogoče vedel, ja, aha, ok, ta aktivnost, pa zdaj ni nujno, če se enkrat počutiš po druženju z nekom utrujeno, da aha, ta oseba me izčrpava, ne. Ampak si mogoče naslednjič malo bolj pozoren, pa če se pa to 20krat zgodi, vedno si utrujen, ja, pa mogoče je smiselno za pogledati, aha, kaj v tem odnosu, ali ta oseba ima tak odnos do mene, ali imam jaz tak pristop do tega odnosa, da se nekaj preveč ženem ali nekaj. Ja, to si zelo dobro povedala. Ampak ja, zelo enostavno je, govorim čisto iz lastnih izkušenj, iti iz opravka na opravek in iz stvari v stvar, pa biti vmes malo z mislimi naprej pa nazaj. Meni se zdi to največji motilec tega stika s seboj. Ja. Če pa uspeš si vzeti čez dan čim več malih trenutkov, pa malo pomisliti, aha, kje so moje misli, kje sem v telesu, a sem napeta, a se lahko sprostim. Ja, in predvsem ne imeti teh motilcev v smislu telefona. Zaznaš neko tenzijo in ok, bom malo telefon prijela, pa malo poskrolala v tistem trenutku, da bo zdaj malo sabo, malo predihi, malo začut. In ja, kot si rekla, greš iz opravka oziroma iz nekega tega druženja, ki te je izčrpalo, greš na telefon, pa misliš, da te v bistvu izčrpal tam telefon ali pa nek mail, ki si ga dobil, ne. Zares je pa pač bila ta oseba nek sprožilec. Ja, tako da. Vedno na koncu rada zaključim z kakšnimi priporočili, kaj rada poslušaš, gledaš, bereš. Priporočila bi knjigo od Iyengarja, joga učitelja, Light on Life. Je taka, sicer povezana z jogo, ampak zelo o načinu življenja, kako ga dojemati. Pa to, ko sem jo omenila, Gabor Mate, Navidezna normalnost, lani sem jo prebrala, zelo dobra. Tako da to je od knjig, pa za ženske, tako se mi zdi, da ena Biblija, ki jo lahko beremo celo življenje, ženske, ki tečejo z volkovi. Veš, to si bom mogla sposoditi. To knjigo sem že 2krat začela brati, ampak mi ni stekla. Ampak vem, da jo enkrat bom prebrala, pa se mi zdi, da je pač nisem brala v pravem obdobju, ampak pol, ko dobim, ne vem, drugič, tretjič priporočila, sem tako, ok, to z namenom prihaja nazaj. Sploh ne vem, če se jo da trenutno dobiti. Ne vem, kako je v slovensko verzijo. Jaz imam eno zelo staro, ki mi jo je dala mami, ampak tudi jaz je nisem začela brati tako od začetka prve stran, ampak jo berem po poglavjih. Dostikrat mi kdo reče, mi kakšna prijateljica reče, to poglavje preberi, ali pa si to prebrala in pol, ali pa se vrnem nazaj k njemu in itak traja
traja mesece, da prebiraš ali eno poglavje ali celo knjigo, ker je res taka, se pravi, jaz se tudi njej vračam, no, in je taka vseživljenjska, ker se pol vrneš v nekem drugem obdobju in si tako, aha, to je zdaj. Je pa res dobra za tiste, ki je ne poznajo, no, ker jo je napisala klinična psihologinja in so neke arhetipske zgodbe oziroma zgodbe iz kot neke bajke, no, ki jih potem ona preko razlage psihe poanalizira in razloži, zakaj se mogoče ženske ali pa moškim vedemo kot se in kako to tudi se pokaže v odnosih. Tako da ta knjiga, serij in filmov ne gledam toliko, tako da nimam kakšnega priporočila, kaj aktualnega. In kaj poslušam? Poslušam glasbo, tako da lahko podelim kakšen playlist, kakšno povezavo svojih playlistov, ki jih imamo pol na teh retreatih. Podcasti pa ja, tvoj, od kakšnih drugih slovenskih, iskreno, mogoče še kaj od RTV-ja tu in tam, pa če je kdo, ki ga poznam, da me tako zanima, kakšna zgodba, od tujine pa tudi redko kdaj, oziroma če vem, da je točno neka specifična tematika, ki me zanima, da jo poslušam, drugače pa nisem tako pridna s podcasti zares. Ko grem ven na sprehod oziroma ko hodim, ko tečem, ali poslušam glasbo, ali pa rada hodim v tišini, oziroma grem s kom, da se pogovarjam. Tako da ja. Lepo, saj, a ne, so tudi podcasti lahko mašilo, tako da se mi zdi, da mora vsak najti pač svoj, kaj mu v urnik paše. Jaz recimo podcaste zelo rada poslušam, ko pospravljam ali pa kaj takega. Včasih sem jih vedno na sprehodih, pa se zdaj tudi trudim, da grem na sprehode v tišino, a ne. To sem hotela reči, veš, da sem poslušala tvoje podcaste doma, ko pospravljam, pa nisem vedela, bo zato kot neka žaljivka. Ne, meni se zdi to, meni so podcasti taka fina. Audio knjige mi grejo zelo slabo, ali ne vem, ali je to slabo. Pač jaz rada audio poslušam, ko mi ni treba biti tako 100% zbrana, ne. In pri podcastih se mi zdi, če včasih zgrešiš za 10 sekund neki, pa če se zgubiš, pa rabaš vedeti za nazaj, že prevrtiš nazaj, včasih pa so vseeno to lahkotni pogovori, ni zdaj, da malo drugače kot pri knjigi včasih, kjer če zgubiš nek odstavek, bi se skozi mogel nazaj vračati, ne. Ja. Dobro jih je delati pri nekih avtomatiziranih procesih, kot so čiščenje. Tudi recimo vožnja avtomobila je avtomatiziran proces, samo jaz mislim, da moraš biti tam še vedno toliko zbran na neke druge stvari, dejavnike, sploh če se voziš po Ljubljani na vse kolesarje in pešce. In se mi zdi včasih kot ko malo, pa zdaj zajadraš v nek pogovor noter, a je res dober ali ni dober. Tako se največ ne mogoče zdaj, kdo posluša med vožnjo. Ampak ja, se vsak v bistvu najde svoj način. Meni tudi včasih imam obdobje, ko mi ful paše, bolj mi paše brati, ko sem na dopustu po letnih časih. Zdaj, če se spravim brati knjigo zvečer, bom zaspala zraven, to je pač moja uspavanka, tako pol odstavka, pa sem gone. Tako da pride obdobje, no, in se tudi sama sebe ne forsiram v nekaj, kar mi takrat ne ustreza, no. Tako da, ja. Zelo lepo. Lepa veščina se mi zdi. Jaz bi rekla, da jo zelo močno izražaš. Poslušati sebe, a ne. Imeti različne verzije sebe in različne obdobja in letne čase sebe. Točno to, ja. Sprejeti to cikličnost, menjavo, spustiti, tako kot je jesensko listje spustilo listje in sprejeti neko novo, malo se verzijo, malo se umiriti, iti vase, sprejeti obdobje miru. Ja, to. Kje lahko sledilci ali pa poslušalci zdaj zvejo več o tebi? Na Instagram profilu Body Mind Institute, spletna stran bodymindinstitute.com. Tam se lahko tudi prijavijo, če bi kdo želel online jogirati, meditirati, oziroma dobijo več informacij o vadbah v živo, da ne bo kdo mislil včasih, da reče, ja, pa se vi ste čisto zaprti. Ja, dosti terminov imamo zaprtih, ker še vedno stremim k temu vadbenemu procesu, da je malo bolj butične in intimne narave, da smo manjša skupina, ker se lahko tudi jaz bolj posvečam, popravljam, vidim, spremenim. Ampak še vedno imamo prostor na jogi v živo v Ljubljani, tako da če bi kdo želel priti, lepo vabljeni
lahko se pridruži tudi na kakšnem oddihu. Bojo zdaj prišli kmalu novi datumi ven za pomlad, tako da, ja. Vem, da imaš, da se lahko prijavimo. Jaz sem prijavljena tudi na novice, a ne? Pa tam Ja, to se mi zdi zelo tako da, lepo. ja. A je še karkoli, kar bi podelila, kar mogoče nisva izpostavila, pa bi ti želela? Ne, res bi se ti rada še enkrat zahvalila za tvoj čas, za vsa vprašanja. Včasih mi je kar hecen, ker sem jaz tista, to ti da psihologija, to ti da ta poklic oziroma študij, da si navajen postavljati vprašanja v družbi, kjerkoli, in potem, ko nekdo te postavlja vprašanje, je kar tako malo ta moment, wow, zdaj moram pa jaz odgovarjati, ali pa zdaj sem pa jaz na tapeti. Tako da upam, da sva bili, oziroma sem bila poslušalcem zanimiva, da so izvedeli kaj novega o meni. Malo sem tudi v bistvu razkrila neke stvari, ki jih do zdaj nisem tako javno razkrivala, tako da tudi, če gre kdo čez podobno izkušnjo, sem na voljo, lahko kaj kdo še vpraša, dam še kakšen predlog na svet, in ja, to je v bistvu to. Hvala vsem, ki so v mojem življenju, celi moji skupnosti, družini, partnerju, za vso podporo. Ful sem hvaležna in glih smo v bistvu v začetku novega leta, no, in tako, če reflektiram za nazaj, je eno res krasno leto za mano in verjamem, da bo pred mano še marsikaj lepega, oziroma tudi, ko bo prišel še kakšen izziv, kakšna lekcija. So mi vse te izkušnje do zdaj dale toliko enih orodij, da se lahko soočam na nek zdrav in zrel način z njimi, tako da bi vsem ostalim, ki mogoče gredo čez neke cikle v življenju, tega tudi svetovala, da se prepustijo in sprejmejo in vprašajo ali pa prosijo za pomoč, in da nismo sami, no, za vse, kar se nam dogaja v življenju. Tako da tudi ti, mislim, da zelo dobro gojiš to skupnost in daješ ljudem vedeti, da nismo sami, da lahko govorimo tudi o težjih stvareh in ustvarjaš en tak ful lep prostor za to, tako da sem ful hvaležna za to. Zelo hvala in predvsem hvala, da si podelila svojo zgodbo. Jaz bom čisto sklepala po sebi, sem prepričana, da bo še drugim zanimiv. Meni je bilo zelo zanimivo, to je tematika, o kateri nisem še jaz govorila, ker nimam toliko te izkušnje, tudi z nobenim gostom, tako da sem prepričana, da bo marsikomu lahko zanimiv, in meni je bilo zelo sploh krasno to poslušati o povezavi med telesom in umom, in se mi zdi, da si ti tukaj res imaš eno zakladnico znanja. Tako da ja, bi jaz tudi povabila vse poslušalce, da se obrnejo nate in ali na tvojo jogo, ali da te spremljajo. Meni včasih že sam fino, a ne, ker spremljam tebe in pol poznam tvojo energijo, kako jo začutim, in ker jaz spremljam tebe, v bistvu ni zdaj tako nujno, kaj daješ ti od osebin ven, ali pa tudi, ker sem vključena v ta tvoj online program, karkoli, ker gledam od tebe, me spomne na to umirjenost, na prepuščanje, na povezavo med umom in telesom. Čist pač, tudi če ti ne govoriš v tisti objavi ali pa v tisti vadbi od tega, me na nek tak subtilen, nežen način vedno spomniš na to, in to se mi zdi zelo lepo in sem ti zelo hvaležna. Ful lepo, ful hvala. Hvala za tvoj čas in za poslušanje. Če bi z menoj želel oziroma želela podeliti kaj o današnji epizodi, mi lahko pišeš na Instagramu na profil Vida Igličar. Tam me lahko tudi spremljaš ali pa obiščeš mojo spletno stran www.vidaiglicar.com. Hvaležna bom tudi, če moje ustvarjanje podpreš tako, da se na podcast naročiš ali pa ga podeliš s svojimi bližnjimi. Lepo te vabim tudi k nakupu mojih knjig. Moja prva, ki ima naslov Naj ti povem svojo zgodbo in je spominski album namenjen starim staršem, da vanj zapišejo svojo zgodbo in spomine, je na voljo na spletni strani Grafenauer založbe na www.grafenauer.si. Mojo drugo, 100 dni za boljšo mene, ki je ustvarjena za vse, ki ste v iskanju boljšega počutja, in letos izdano knjigo Vse je v redu, pa lahko dobiš v vseh knjigarnah Mladinska knjiga in na spletni strani www.mk.si. Upam,
da te svojo vsebino usmerim k sprejemanju in občutenju zaupanja ter hvaležnosti za vse dobro okoli nas. Upam, da te kdaj pomirim in ti pogled usmerim tja, kjer je lepo, kjer je smisel. Upam, da tvoje srce mirno bije, da dihaš počasi in globoko, da so tvoje misli danes umirjene in da si v redu.